Štefan, če boste hotel kaj vprašati, morate mikrofon usposobiti pa postaviti vprašanje. Drugače bomo smatrali, da ste se zmotili in samo pritisnili na roko. Nič, pa bi pa jaz začel, no. Lep pozdrav v mojem imenu pa v imenu organizatorjev. Moje ime je Matej Kokalj Kokot, sem zdravnik, specialist medicine športa, drugače zaposlen na Fakulteti za šport. Večino časa se sicer ukvarjam s profesionalnim športom, ampak že enih 10-12 let se ukvarjam s področjem vadbe na recept pa uvajanje tega v Sloveniji. In sem tudi eden izmed sodelavcev na projektu Zmigaj se do vadbe. In sem pač pripravil eno področje, za katerega je bilo zelo veliko zanimanja. Čakajte samo. Zdaj, zakaj smo zbrali to temo? Zaradi tega, ker v resnici je tako, da zelo veliko udeležencev, ki se začenja s takimi vadbami, v bistvu ima neke diagnoze, pa ne vejo čisto točno, kaj bi lahko, pa kaj ne, ne. Zato sem tudi malo spraševal, kdo v chatu je izvajalec vadb, kdo je udeleženec. Tole bo bolj ali manj tako univerzalno pripravljena predstavitev, na koncu imamo pa vprašanja, ke boste pač lahko postavili, tisti, ki ste tukaj, boste lahko vprašali, če ste izvajalci, eno vprašanje pričakujem, pa da tisti, ki so udeleženci, pa druga. Skratka, eno je to, da pač imamo diagnoze, ke ne vemo čisto točno, kaj bi z njimi počeli, pa vsi bolj ali manj ene imamo, ke vejo, da bi moral več migati, pa ne morejo več migati, pa ne vejo, kako bi začeli, pa imamo neke strahove, pa dvome, pa skozi ene in iste stvari, pa izgovore. V resnici je tako, da imamo po svoje občutek, da je čisto preveč informacij, ampak nekih jasnih korakov, kako začeti, ne. V bistvu glih ta del, da ni problem v bistvu znanje po svoje, da največji problem je, kako začeti, tako da bi bilo varno. To se je skozi pojavilo, tudi teh 10 let, ko se jaz ukvarjam s temi vadbami, oziroma s predpisovanjem vadbe na recept ali pa s programi, kako delati z bolniki ali pa z osebami, ki že imajo neke bolezni, se zelo pogosto v bistvu pojavijo neke, kako sploh začeti, a ne. Če imaš neko diagnozo, a to zdaj kar karkoli lahko delaš, ali lahko moraš kaj prilagoditi, in to je bila osnovni razlog, zakaj smo v bistvu to temo izbrali, ne. Tako da jaz sem vesel, da so se ljudje tudi pokazali veliko zanimanje za to. In tisto, kar, da najprej razčistimo, danes ne bomo govorili o tem, jaz sem namensko to se odločil, ne, da kake popolne plane moramo imeti, pa neke zapletene protokole vaj, pa neke visoko leteče cilje, ne. V bistvu hočem reči, danes ne bo tega, ne, tako kot ponavadi se vadbe prodajajo, ne. Danes je bil moj plan, da gremo bolj tako, da pogledamo, da je razumljivo, pa da je izvedljivo, pa da nekaj od tega odnesete, pa da gremo na pristop, da je dovolj dober, ker v končni fazi, saj če veste, rezultate v bistvu taki plani prinašajo ponavadi. Tiste visoko leteči cilji zelo ponavadi se slabo končajo, se pravi, danes ne bomo imeli nekih six-pack adov, bomo bolj govorili o nekih normalnih protokolih, pa probali se bomo držati, to vam tudi sicer v življenju priporočam, čeprav tudi meni ne uspeva čisto vedno. Velikokrat imamo popolnost kot neki ideal in je potem ta popolnost ovira na poti do tega, da so stvari narejene, pa da so dobro ali pa da so dobro narejene, pa da so opravljene, ne. Bomo probali iti tako, da gremo po poti, kjer se da narediti stvari, mogoče ne čisto idealno, ampak da so narejene. Zdaj tisto, kar bi vas rad nekako vam dal za domov, je to, da bi res ponotranjili to, da vadba oziroma gibanje je zdravilo, da to ni samo neka floskula, da je v bistvu to, da največje tveganje je v bistvu negibanje, ne, da se da začeti varno, kljub temu, da na začetku imamo milijon vprašanj in da to v bistvu ni tako komplicirano, kakor se zdi, in da je logično, da je vsak začetek težak, ne, to je pri čemerkoli se lotevamo, in da predvsem, da ni treba začeti sam. Zato smo tudi naredili v bistvu te programe in tudi to predavanje oziroma ta seminar, zato da se vidi, da je v skupini v bistvu potem lažje, ne. Če gremo zdaj na prva stvar, a ne, gibanje, sliši se kaj ena floskula, a ne, pa veliko se zdaj to pogovarja, ja, gibanje je zdravilo, a ne. In zdaj, če v bistvu pogledate, imamo neke 3 skupine bolezni, kjer imamo zelo toliko jasne dokaze, da se je vadba oziroma gibanje vključilo v smernice zdravljenja, a ne. Se pravi, imamo eno prvo skupino, kjer so
neke srčno-žilne bolezni, od infarktov, stanj po infarktu, srčnega popuščanja, sladkorne bolezni, arterijske hipertenzije, debelosti. Tle imamo že 20 let jasne dokaze, da tisti, ki se redno telesno dejavni ali potem imamo protokole gibanja kot zdravila, da to podaljšuje življenjsko dobo, skrajšuje se pravi neželene dogodke, in je dejansko del zdravljenja to na veliko koncih. Če se kakšni poslušate ta seminar, ki ste po infarktu, veste, da je začetna v bistvu rehabilitacija po infarktu je zelo strukturirana vadba kot del zdravljenja, seveda ne samo klasičnih zdravil, ki jih seveda prejmemo, pa intervencij in postopkov, ki so del po infarktu, ampak je vadba tudi del terapevtskega protokola. Potem imamo eno celo skupino drugo, kjer imamo zelo jasne dokaze, da v bistvu, če primerjamo vadbo z zdravili, pa s klasičnimi pristopi, velikokrat ugotovite, da so ti vadbeni protokoli ali pa gibanje velikokrat bolj dolgotrajni po učinku, kot res same medicinske intervencije, ki jih zdravniki čisto preveč radi predpisujemo. To ne pomeni, da vadba nadomešča klasične pristope, ampak da če to dodamo zraven, so ponavadi učinki velikokrat bistveno bolj dolgotrajni. In torej imamo eno celo skupino v bistvu bolezni, kronična obstruktivna bolezen, pa stanje po možganski kapi, pa neki onkološki bolniki, del terapije, osteoporoza, kjer je pa v bistvu gibanje pa vadba uporabljena lahko kot dodatek k standardni terapiji, ker zmanjšuje recimo neke stranske učinke ali pa zmanjšuje utrujenost, ki se sicer pojavlja, ki je normalna stvar. Skratka, en kup bolezni imamo danes, ki je vadba se smatra dejansko kot del terapevtskega ukrepa. To ni samo floskula. To je tudi razlog, zakaj smo izdali, recimo, ne vem, koliko spremljate medije, skupaj z Društvom onkološkim bolnikom, po sodelovanju pa z NIJZ-jem, pa z ministrstvom, pa s Fakulteto za šport smo za družinske zdravnike pripravili lansko leto v bistvu recept za vadbo, ki je v bistvu deloval bolj kot nasvet posameznikom, kako začeti gibati, ker to ni bila samo neka marketinška akcija, ampak je dejansko bilo na dokazih temelječ ukrep, ki pa so ga zelo dobro povzeli v oddaji Kaj dogaja. Jaz vam toplo priporočam, da si tisto QR-kodo nekam shranite, tole posnetek bo na voljo, potem lahko pogledate v miru, kako je bila njihova ideja, kako bi vadba na recept lahko izgledala. Mislim, moram reči, da so oni bistveno bolj to predstavili, kakor bom jaz kadarkoli lahko, tako da vam res toplo priporočam, da si to ogledate. Ker so pač nek tak zanimiv humorističen pristop, ki pa ni daleč od resnice v resnici. Vadba dejansko ima del, oziroma samo gibanje ima mesto v zdravljenju in jaz računam, da se bo z leti večkrat dogajalo, da bo vam zdravnik na recept oziroma na predpis dal tudi nek vadbeni ukrep. To, kar imamo mi zdaj prve projekte, tudi ta, ki je v sklopu Zmigaj se do vadbe, so v bistvu odlični dopolnilni projekti, ki lahko potem pomagajo ljudem, kako v bistvu začeti. Se pravi, tako kot smo rekli, gibanje dejansko je zdravilo. Če bi imeli tableto, ki bi bila toliko učinkovita, vam povem, da bi to predpisovali praktično pri vseh pacientih. Zaradi tega, ker nimamo zdravila v medicini, ki bi imeli tako pozitivne učinke na toliko različnih organskih sistemov, kot ga ima redna telesna dejavnost oziroma vadba. V tem primeru, kot sem rekel, gibanje dejansko je del zdravljenja, ne samo dodatek, vpliva tako na telo, kot na počutje, in seveda deluje pri kroničnih boleznih. Tukaj velikokrat je, ko smo na začetku rekli, da se ljudje ustrašijo, kako začeti, ker imajo diagnozo. Če smo čisto odkriti, zato, ker imajo diagnozo, bi morali imeti nek vadbeni protokol in ne obratno, zato, ker imajo diagnoze, ne smejo se ukvarjati z vadbo. Seveda obstaja neke kontraindikacije, tudi te bomo pol omenili, ampak v osnovi je vadba res na mestu v zdravljenju in upam, da vam tega ne rabim več ponavljati. Zdaj, kaj v bistvu dobimo s tem, ko se lotimo nekih vadbenih protokolov oziroma gibanja rednega? Skoraj pri vseh kroničnih boleznih, ki jih imamo, se izboljša kontrola te bolezni, več energije imajo ponavadi ljudje, boljše razpoloženje,
samostojnost rata boljša, spanci je boljši. Mislim, vem, da zdaj počas ratujem ki prodaja na tržnici ognjičevo kremo, ki pokrije čisto vse, kar obstaja na tem svetu, branjevka, ampak dejansko mi imamo znanstvene dokaze za to, da je to vse res. Tako kot sem rekel, redko kateri medicinski ukrep ima toliko različnih ugodnih učinkov na zdravje. Zdaj, če bi bil tako res ekstremna branjevka na tržnici, potem bi imel tudi kakšen bolj še ekstremen primer, kako vadba res dobro deluje, pa recimo, da za malo popestritev tega, da ne bomo samo dolgočasne stvari razlagali, imam eno vprašanje za udeležence, mogoče, če bojo vedeli, kako bi izgledala oseba. Predstavljajte si, da vzamete eno osebo in jo date za 3 tedne na tako dieto, kot je tukaj napisana. Se pravi, da dnevno poje približno 800 gramov ogljikovih hidratov na dan, da polovico od teh, 30 do 50% od teh, v bistvu jim date ne samo ogljikove hidrate, date jim enostavne sladkorje, tiste gumibombone, pa Coca-Cole, pa Fante, pa ledene čaje. Če preračunate pol nekje 1100 do 1600 kalorij, taka oseba dobi v bistvu iz dodanega sladkorja. Zdaj pa ta oseba 3 tedne je na taki dieti. Kaj mislite, kako bi izgledala oseba po 3 tednih na taki dieti? Ni nobenega odziva nazaj. Vam jaz povem, kako bi izgledala? Tako bi izgledala oseba po 3 tednih na taki dieti. To je dieta, ki jo imajo profesionalni kolesarji na turu. Tako kot sem rekel, branjevke bi uporabljali svašta vse in da lahko vam povejo, kako je telesna dejavnost res ekstremno učinkovit način, kako pozdraviti večino stvari. Zdaj tukaj jaz seveda nisem branjevka na trgu, tu imamo seminar za tiste, ki so načeloma telesno nedejavni, pa začenjajo z vadbo, tako da jaz bom vseeno dal moj zdravniški klobuk gor pa napisal, da mogoče kolesarjenje s tako intenzivnostjo ni najboljši prvi korak. To sem dal samo kot primer, da je v bistvu vse odvisno od konteksta, v katerem vzamete, in da vadba ima res izjemno moč, vendar je treba pač seveda pametno začeti in priti potem do tiste stopnje, na kateri to moč lahko izkoriščamo. To nekaj časa traja, profesionalni kolesarji pridejo v desetletjih do tega, ampak to ni nedosegljivo tudi za ostalo populacijo, ne na tej stopnji, ampak precej po ugodnih učinkov, ki je možno imeti z vadbo, dobimo tudi s precej manj brutalnimi protokoli, kot jih imajo profesionalni kolesarji. Zdaj, tam smo imeli kot drugo navedeno, da seveda zelo pogosto se zgodi, da ljudje ne začnejo s telesno dejavnostjo, zaradi tega, ker se bojijo, da zdaj imam pa diagnozo, zdaj sem pa pač, ne morem, ker ne vem, kaj pa, če bom kar umrl. Zelo pogosto to vprašanje in strah imajo tudi izvajalci vadb, bi bili presenečeni, kolikokrat se to zgodi. In to je čisto na mestu vprašanje, seveda, ne veš, da oseba je po infarktu, zdaj, če ga bom jaz obremenil, kaj pa, če kar dol pade, kaj pa, če bo umrla, Jaz sem se posebej potrudil, pa sem šel prav pogledat, kakšne so številke, ker to je realen strah, jaz to vem, da to vse skrbi, kakšne so številke, zato da dobite občutek, kakšna je verjetnost, da se nekaj takega zgodi med vadbo, In je tako približno, da če pogledate osebe, ki so mlajše od 35 let, je pojavnost tega, da imajo smrt ali zastoj med vadbo, približno 0,3 primera na 100 tisoč je pojavnost tega. Se pravi, ni nemogoče, da se vam zgodi, da med vadbo umrete. Tukaj bi jaz dal zelo veliko kljukic zraven, zvezdic. Velika večina teh oseb, ki to imajo neka prirojena stanja, to so mlajši, ponavadi športno dejavni, fit tudi osebe. Tako da, če nimate nekih prirojenih stanj, ponavadi ne spadate tukaj noter. Res je tudi, da vam dam za primerjavo, letna incidenca v Evropi, da vas zadane strela, je med 0,1 primera na 100 tisoč in 0,5 primera na 100 tisoč. Približno taka pojavnost je, da nekdo zaradi telesne vadbe med vadbo doživi zastoj, če je mlajši od 35 let. Potem, če so osebe seveda starejše od 35 let, se zaradi ateroskleroze to precej poveča, tamle cifro, če pogledate, 10-krat se je povečal, če bi se jaz zdaj postavil v čevlje nekega hudička na moji rami, ki pa vas proba prepričati, da ne smete vadbe, ker to je bolj nevarno, samo če pogledate, samo postarali ste se na to ne morete vplivati, Kar naenkrat poskočimo iz teh 0,3 na 3 primere na 100 tisoč, spet, ko pa v absolutnih številkah pogledate, je to relativno malo.
sploh pa, če vam jaz povem, da v primerih, ki pa se ne zgodijo med vadbo, se zgodi pa 43 do 55 primerov na 100 tisoč, oziroma te številke se nekje gibljajo med 40 in 100 primerov na 100 tisoč pri tistih, ki so telesno nedejavni. To potem čisto drugo perspektivo da realno tveganje, ki ni nemogoče, vsi vemo, da je, ampak, kot bomo pol videli, v bistvu se te nenadne smrti ali pa zastoji srca ali pa neki hudi zapleti zgodijo bolj ali manj vedno na isti način. Pa bomo probali se tiste kasneje omeniti, pa se jih izogniti. Se pravi, če si sam zapomnite, če vas skrbi za to, da bi nekdo kar umrl ali pa imel zastoj, velika večina zastojev in srčnih smrti se zgodi izven vadbe. Vadba ponavadi ni sprožilec. Je pa en najpomembnejših dejavnikov tveganja za to, da se zgodi nek srčno-žilni zaplet, v bistvu telesna nedejavnost. Če kaj imamo obratno v bistvu motivacijo, da bi mogli ljudi zmigati, ne zato, da omejujemo posameznike zaradi strahu, da bojo umrli med vadbo. Zdaj, seveda so še tudi drugi strahovi, pa so to zelo utemeljene zadeve. Recimo, kaj pa, če si bom zdaj poškodoval? Nekdo, ki ima bolečino v križu, zelo pogosto je strah pred tem, da če bojo šli na sprehod, potem bo pa še slabše. S tem, da ponavadi je ravno obratno, zdaj, če govorimo o bolečini v križu. Pri bolečini v križu tipično je tako, da ko začnejo s hojo, je z tem, ko se ogrejejo in če imajo redne vadbene protokole, oziroma redne protokole hoje, se bolečine v križu zmanjša. Če smo čisto odkriti, je redna hoja eden izmed glavnih prvih ukrepov pri obvladovanju kronične bolečine v križu, zdaj govorim, ne akutne. Tako da to, da se nekdo ustraši, da si bo mogoče škodoval, je čisto na mestu. Če imajo vprašanja, je tukaj seveda individualno, jaz ne moram vseh primerov zajeti. Najbolj elegantno je, da če vas je strah, če lahko nek vadbeni protokol škoduje, najbolj se je pogovoriti z lečečim zdravnikom, ki vam bo pač povedal, ali je nekaj problematično ali ne. Ampak spet, če vzamemo v zakup tisto, kar smo prej rekli, velika večina, največji problem je začeti, pa če se držite nekih v bistvu protokolov, ki jih bomo potem kasneje omenili, na kakšen način začeti, v bistvu so zelo redke vadbe, ki bi povzročale škodo. Škodo v glavnem povzročajo, če vi recimo preskakujete intenzivnost, v kateri ste trenutno. Recimo, da ste trenutno, to so zelo različni. Eni nič ne migajo, pa v bistvu niti nimajo niti blage telesne dejavnosti, zares vsak dan redne. Eni so v zmerni telesni dejavnosti, recimo 3-krat na teden, eni imajo že visoko intenzivno telesno dejavnost 2-3-krat na teden in so seveda izhodišča zelo različna. Ampak ponavadi škodo povzročajo tisti, ki se lotijo vadb, ki so več kot eno stopnjo višje nad tem, kar so oni trenutno zmogljivi. Tako da, če se lotevamo postopoma, ponavadi zelo malo kontraindikacij obstaja, da bi si z vadbo škodovali. Potem naslednjo je ponavadi to, da ljudje rečejo, ma ne, pa se to ni zame, pa jaz sem pač, ne vem, to je neka divja vadba, tam jaz sem punca, ne bom zdaj ženska, to je za moške, bolj to je vadba za moč, ne bom zdaj s temi v te žmitle naokrog skakala. Velikrat je tako, ampak jaz vedno vsem rečem, glejte, preden se vnaprej odločite, da nekaj ni primerno za vas, lahko pač poskusite. Se v najslabšem primeru kateregakoli programa, ko se udeležite, je vedno na začetku se začne počasi in pač potem ugotovite, potem je nekaj takega za vas ni primerno. Zelo pogosto ljudje rečejo, da pač, ker niso v formi, pol pač ne bojo začeli. Jaz razumem ta argument, sem pač vseeno malo nenavadno, da se gremo na vadbo zato, da bi prišli v formo, niso vsi ljudje tam, ponavadi tudi vadbene skupine, ki jih oblikujemo, zelo pomaga, če ljudje so podobnih in zmogljivosti skupaj, zaradi tega, da ne demotivirajo tistih, ki ravno začenjajo. In tukaj te skupine na projektu Zmigaj se do vadbe bojo ponavadi namenjene posameznikov, ki niso bili telesno dejavni, in ne bi smeli biti to ovira, da nekdo ni v formi. Pač začnete lahko v kjerkoli intenzivnosti trenutne ste, vadbeni protokoli so tako nastavljeni, da to ne bi smela biti ovira. Imamo tudi take strahove, kot si mislijo, kaj bo rekli sosedje, mogoče nam, ko živimo v mestih, se to ne zdi toliko pomemben strah, ampak če imate pa
živite nekje na vasi, je pa zelo pogosto to povezano s tem, da pač ljudje mislijo, aha, nimajo nič za delati doma, očitno zdaj tle hodijo naokrog. To ni pač nepomembna stvar, vam pa sam povem, da če spadate med eni teh, ki vas je strah, kaj si bojo mislili sosedje, jaz vam predlagam, da si najdete enega ali dva, ker ponovadi vedno je tako, nekaj se najde kandidatov, ki so pripravljeni iti z vami na sprehode in redno hoditi na sprehode, in potem to ponavadi se razširi tako kot požar. Ponavadi je vedno, ko začnejo, samo seme morate zasaditi, najprej sicer skepsa, potem pa zgledi vlečejo in tudi drugi potem poskušajo probati in potem ta argument počasi odpade. Velikokrat potem se to smatra kot izgovor in ne probamo ne imeti izgovora. Eni strahovi so realni, jih je treba pač podpreti in nasloviti, tudi z vidika tistih, ki vodite vadbe, pač probamo odgovoriti na vprašanje, ki jih znamo, na tisto vprašanje, ki ne vemo, napotimo lahko pač na zdravstveni kader, če so toliko zakomplicirana, ampak velika večina teh strahov je pa primarno povezana dejansko samo z nekimi predstavami, ki jih ljudje imajo vadbe, in to mi lahko pomagamo. Ne. Te ovire so ponavadi povezane, ovire, ki jih imajo ljudje, so povezane s časom, pa z utrujenostjo, pa neke slabe izkušnje, ki so že začela, ne. Prej pa so se mogoče narobe lotevali vad, pa ni šlo najboljša. Ne. To je vse razumljivo. Danes imamo življenjski tempo tak, da tudi meni zmanjkuje časa, tudi meni se večino časa ne da, ko pridem domov, pa sem tako utrujen, da sam razmišljam, ali res moram kaj migati ali bi. Ne. Ampak tukaj obstaja nekaj trikov, ki se teh ovir lahko izognemo. Ne. Oziroma lahko preskočimo te ovire, tudi če imamo vse te realne ovire na poti, ne, zelo pogosto, in probamo preskočiti ta, se bom jutri začel, danes bom še malo počakal, jutri bom pa začel. Ne. In teh ovir je neskončno v resnici. Ne. In zdaj, če dam en primer, ne, kako lahko v bistvu vse in za tiste, to mogoče ni toliko za tiste, ki začenjajo z projekti Zmigaj se do vadbe, pa z vadbo, mogoče tudi za splošno telesno dejavnost. Ne. Velikokrat je tako, da pridemo domov, ne, pa imamo neko Netflix realnost, ne, utrujeni smo, itak nimamo časa, danes ne bi šel, no, saj vem, se bo drug teden spet, ne. Najprej se moramo spočiti, preden bom lahko začel migati. Ne. Dajmo pogledati, kaj je na sporedu danes. In potem, ko prižgemo TV, pol hitro mine 2 uri, mi smo pa na kavču. Ne. Res pa je tudi, da, ko sem prej rekel, da ni nujno vedno, da dodajamo, da morajo biti neki drastični ukrepi za to, da uspemo spremeniti gibalne navade. Ne. Obstaja tudi neka Netflix TV rešitev. Ne. A veste, kaj je najboljši spremljevalec Netflixa, drugače, teh nadaljevank zdaj to novih? Zdaj spet noben noče odgovarjati. Sobno kolo, recimo, ne. S tem, da spet, ko rečem sobno kolo, že kar vidim, tudi tu nekaj zdaj to v posnetku gledajo, ko zavihajo z očmi, ne, okej, pa ne bom zdaj, jaz se usedem na kavč zato, da bom TV gledal, ne zato, da bom švical tle zraven, ne. Ampak v bistvu to je dober moment, ker tukaj v bistvu, če dodamo nek sobno kolo zraven, v bistvu ne dodajamo časa, sam čas malo drugače porabimo. Še vedno imamo isto količino časa, tista utrujenost je v bistvu tudi tako, da velikokrat si ljudje predstavljajo, da če jaz rečem, dajte si sobno kolo zraven Netflix nadaljevanka, ne, kaj si predstavljajo? Tisto, kar smo imeli na začetku, ideal, ne, se pravi, jaz moram zdaj Pogačar biti praktično z Netflixom, ne, moram potiti se tako, da je luža na koncu nadaljevanke, ko jo bom pogledal, ne. Sam prej smo rekli, da bomo šli potem, da ne bomo delali potem, kaj je popolno. Ne. Dajmo narediti tako, da je dosti dobro. Ne. Večina ljudi si ne predstavlja, da je v bistvu največji pozitivni učinek, ko ga dobimo z vadbo. Če greste gledati, koliko vadba doprinese koristi. Največjo korist imamo takrat, kadar se premaknemo s kavča na to, da začnemo z redno vadbo v zmernem telesnem naporu. Se pravi, to je dovolj, ne rabite švicati pa dol padati. Se pravi, če imate sobno kolo v prostoru, brez težav se usedete zraven in poganjate pedalke ravno toliko, da še lahko normalno govorite. To je cona 2, to je danes zelo reklamirana. Če boste malo po internetu gledali, veliko se govori o tej coni 2, to je pač ena, temu se po domače reče zmerna telesna dejavnost, zaradi tega, ker povečuje aerobno zmogljivost. Problem te cone 2 je to, da rabite veliko časa vložiti vanjo. In to je tisto, kar je danes življenjskim slogom zelo nezdružljivo, ampak če združimo sicer prijetne dejavnosti skupaj, se pravi gledane nadaljevank, če jih ljudje imajo, z neko tako dejavnostjo, pa to res ni zahtevno, to ni fizično naporno. Vi bi lahko teoretično
sestanke vodili vmes, telefonirali in se da imeti. In če pogledate Netflix rešitev, ena epizoda, včasih so bile nadaljevanke, v 80-ih so bile 20 minut dolge, danes so pa že kar včasih do 45 minut ali pa 1 ure. Kar je ravno tista odmerek vadbe redne telesne dejavnosti, ki jih priporočamo za zdravje. Tukaj ne rabite nekih posebnih priprav, dodatnega časa ne rabite not, in predvsem to je narejen, ko je nadaljevanke konc, se hkrati naredili tudi že vadbeni protokol za danes. Tukaj lahko zelo dobro dozirate tudi obremenitev. Skratka, ni vedno treba iti v popolne plane, včasih so plani že z minimalnimi korekcijami izvedljivi in se jih da zelo dobro izpeljati. No, potem imamo pa na drugi strani seveda tako imenovane weekend warriorje, kar vam pa odsvetujem. Tu pridemo do tistega, kar smo prej rekli, da vkolikor imate sicer življenjski slog, ker niste telesno dejavni sploh, čeprav je danes zelo moderno imeti kolo za 10.000 evrov, pa najsodobnejšo opremo, pa pač cel teden 5 dni sedeti, potem pa v 2 dneh nadoknaditi vse čez teden, kar ste zamudili, vsaj enih 5 ur v soboto, pa 5 ur v nedeljo, pa enih 2000 višincev, to je tipični primer, ki prevede do srčno-žilnega zapleta. Če gremo zdaj nazaj, prej sem vam obljubil, kdaj se zgodijo zapleti nenadne srčne smrti aritmije. Aritmije se zgodijo pri posameznikih, ki preskakujejo več kot en razred telesnega napora. Se pravi, imamo blago, zmerno, intenzivno in visoko intenzivno telesno dejavnost. Če je vaša trenutna stopnja telesne dejavnosti vsakodnevne v zmerno intenzivnem območju, potem je čist ok, če štartate z intenzivno vadbo. Oziroma, če nič nimate trenutno telesne dejavnosti, ponavadi štartamo z območjem zmernega telesnega napora, kar pomeni, da se vi lahko načeloma še pogovarjate ob tem, normalno se pa malo segrejete. To ni to, kar je tukaj na sliki, čeprav je to zelo moderno. To je potencialen recept za probleme, seveda pa vsi niso enaki, lahko da je ta gospod, ki je tukaj na sliki, v resnici že prej bil treniran, pa zdaj se je odločil, da gre pač, da bo namesto 2-krat na teden, pa kolesaril 5-krat na teden, to je pa čisto ok. Zelo pogosto je perfekcionizem problematičen. Kaj mislim pod perfekcionizem? Se bom začel, ko bom imel ta prav plan. Ok, najprej moramo shujšati, pa lahko začnem. Slišite tako malo hecen, ampak vsi se bomo najdeli v tem, zato ker tudi jaz sem par teh izgovorov imel. Če ne morem vsaj 3 do 4-krat na teden, pol itak nima smisla, tle not se jaz vidim. Zdaj trenutno nimam časa, se bom naslednji teden, ko bo pač malo manj stresno, trenutno res ne morem. Najprej rabim, to je zelo popularno v Sloveniji, trenutno zadnje čase, najprej rabim ta pravo opremo, pa čevlje, pa uro, pol pa lahko grem, prej pa ne morem. Moram se malo spraviti v formo, preden lahko grem. Če ne bom delal pravilno, si lahko škodujem, pol sploh rajš ne začnem, to smo že slišali. Pa če smo zdaj zamudili, pa je 15. v mesecu, ok, ta mesec smo še zamudili, ker bomo s 1. naslednji mesec začeli. Jaz mislim, da se vsi vidimo tle noter. Jaz bi vas še enkrat opozoril, ponavadi je tako, da ponavadi ni volja problem, velikrat imamo voljo, problem so naše previsoke ovire, ki se jih postavimo. Če začnemo z nekimi realnimi cilji, je to čisto ok, ti cilji se bojo povečevali in na končni fazi bomo prišli do tam. Mogoče ne preveč kompliciranih planov začeti, začnite in vam obljubim, da se bojo stvari premikale na boljše. Kaj je torej najpomembnejše za začetek? Najboljši prostor, najboljši triko, najboljše kolo, najboljša oprema. Spet noben noče nič odgovoriti. Najboljše, da začnemo. Zanimivo je to, da če pogledate, jaz imam dejansko opravka z profesionalnimi športniki. Profesionalni športniki se skoraj nikoli ne sekirajo, kako izgledajo. Pridejo v najbolj razcapanih cunjah v fitness, pridejo v najbolj razcapanih cunjah pa ponošenih čevljih na vadbo. Za razliko od rekreativnih športnikov, ki velikokrat mislijo, da je to nujen del, sestavni del vadbe. Ni tako. Najbolj pomemben del, če hočete od vadbe oziroma od gibanja nekaj imeti, je to, da se spravite s kavča in da začnete. In dejansko, tako kot smo rekli, začeti se da varno. Ne rabite plana, ki je popoln. Ne rabite opreme, ki pač greste v opremo. Ok, mogoče ni treba v taki opremi hoditi na vadbo, ker dobro, boste poskrbeli za nekaj smeha med udeleženci, kar je tudi zelo koristno, tako da prav pejte tudi v taki opremi na vadbo.
ampak definitivno ni treba biti fit, da se udeležujete teh vadb, ki so na voljo, oziroma za to, da začnete. Če se lotevate po pameti, je dejansko kljub diagnozi možno začeti varno in zato ni potrebne neke posebne opreme. Kaj je osnovno pravilo, če pridemo zdaj, prej sem vam obljubil, rekli smo, da ne preskakujemo intenzivnosti, da štartamo stopenj intenzivnosti, v katerih trenutno smo. Ne? Na Ljubljanskem maratonu 2 leta, 3 leta nazaj smo imeli 2 zastoja, pa 1 smrt, mislim, da to so bili vse primeri posameznikov, ki so bili popolnoma telesno nedejavni, potem so se pa odločili, da bi bili pri 50 letih čas, da grejo oni na Ljubljanski maraton. Brez priprav, seveda. Tako da to je klasični primer, ki spada potem med tistih 3 primere na 100 000, zakaj se zastoji zgodijo med telesno dejavnostjo. Osnovno pravilo je tako, da ne glede na to, katere stopnje se na novo lotevamo, če ljudje začnejo počasi in postopno napredujejo, je praktično nična verjetnost, da bo šlo kaj narobe. Seveda se je možno pri vseh telesnih dejavnostih poškodovati. Se pravi, možno je imeti zvin gležnja, ampak to je možno tudi, ko greste v trgovino pa vrečke s hrano domov prinesete. Tako da, ampak je pa seveda, če imate protokole, kjer začnete počasi in napredujete postopno, zato da telesu date možnost, da se prilagodi, potem so verjetnosti poškodb ali nekih neželenih učinkov res skoraj da blizu ničle. Jaz vedno rečem, telo pogosto pač rabi čas za to, da dohiti tisto našo motivacijo. Dajmo mu čas in ponavadi potem to ni problematično. Zdaj, kaj je najboljša izbira? Hoja za tiste, ki niste do zdaj nič delali, je v bistvu en najbolj dostopnih, varnih, učinkovitih metod, kako lahko začnete. Lahko začnete skupaj s temi, ki so zmigajo se do vadbe, nič pa ni narobe, če poleg tega vsakodnevno ali pa nekajkrat na teden prakticirate tudi protokole hoje. Tudi v lokalnih okoljih, če imajo, ko ne vejo, kako bi začeli, velikrat so protokoli sam sprehodov, ga rečejo, kaj pa bo sprehod, se sprehod nič ne naredi. Ravno zaradi tega, ker je tako enostavno dostopna, pa ker se jo da tako super dozirati, smo prej rekli, da je pomembno, kako je intenzivnost in kako začnemo postopoma. To se da zelo dobro regulirati. Je hoja ena najboljših štarterjev za uvod v vadbo in ne, to ni neustrezen način vadbe, ne, to ni brez veze. Hoja ima, če je ustrezno dozirana, neverjeten učinek na zmogljivost. Ker hojo se da spremeniti iz navadnih, čist počasnih protokolov, kjer bi neki fit trenirani ljudje zaspali vmes, do tega, da je hoja lahko olimpijski šport, ker obstaja hitra hoja. Se pravi, vse to je možno. Ljudje si pač narobe predstavljajo. Zdaj, koliko je te hoje dovolj? Odvisno, to smo rekli, odvisno od trenutne stopnje. Tisti, ko te čisto nič niso že leta nič delali, ponavadi rečemo tam 10 do 15 minut, če začnejo, čisto ok. Potem pa pač napredujejo glede na to, kako se počutijo. Koliko je reakcija telesa naslednji dan, zdaj, če so čisto sesuti 3 dni potem, pol mogoče ni čas, da že kar v prvem tednu povečajo na pol ure pa na 1 uro, pač začnemo z manj. Potem pa postopno povečujemo več. Prej smo rekli, da je ena izmed stvari, ki jo moramo imeti skozi v glavi, ko se sprašujemo, če imamo diagnozo, a je problem, da jaz začnem z vadbo, je to, da zberemo pravo intenzivnost. Se pravi, da ne pretiravamo z intenzivnostjo, ki ni v območju našem, ki smo navajeni. Ta druga stvar, prej smo rekli, da začnemo postopoma. Ta tretje pravilo je pa tako, da ko pridemo enkrat do nekega, da nam vadba rata dolgčas, oziroma da smo jo že obvladali, da se nam zdi, to pa že gre, ponavadi najprej povečujemo pogostost oziroma razdaljo, šele potem začnemo v bistvu z intenzivnost povečevati. Se pravi, če smo najprej imeli 3-krat na teden po 15 minut, pa potem, ko vidimo, da to že gre, damo pa na 5-krat na teden po 15 minut. In potem gremo 5-krat na teden po pol ure. Intenziteto pustimo pa enako. Šele, ko vidimo, da v bistvu nam zmanjka ur in časa in tega, potem pa lahko rečemo, ok, zdaj bi pa mogoče začeli 3-krat na teden ali pa 5-krat na teden bomo še vedno šli, ampak 2-krat od tega bomo probali pa hojo v hrib, majčkeno v hrib ali pa čez drn in strn. Tako potem stopnjujemo in tako v praksi se v bistvu da izboljševati in taki protokoli, ne glede na diagnozo, potem na koncu, če se ta 3 osnovna načela upoštevamo, je zelo majhna verjetnost, da bi šlo kaj narobe.
Zdaj, kako vemo, da delamo prav, če začenjamo čisto iz nule, to velja in za voditelje in za, na splošno, če vadbe začenjamo z zmerno telesno dejavnostjo, je verjetnost neželenih zapletov, sploh tistih srčno-žilnih, ki se jih vsi bojijo, praktično nič. Praktično vsi srčno-žilni zapleti, infarkti in aritmije, zastoji srca se zgodijo v višjih intenzivnostih, spravi intenzivni in visoko, sploh pa visoko intenzivni vadbi. In zdaj tisti, ki začnejo z nič, začnejo z zmerno telesno dejavnostjo, to je pogovorni tempo, se temu reče, pogovorni test je približno tako, če vmes se potite, ampak lahko še kar nekako se pogovarjate, je to ok. Če pa v resnici morate že kar malo pauze narediti, zaradi tega, ker v resnici ne morete stavka do konca povedati, potem pa ta intenzivnost za začetek mogoče že malo preveč. Tako da to je tak čez prst pravilo, ki skoraj vedno velja. To je po definiciji zmerna telesna dejavnost. Se pravi, lahko še govorim, mi je pa malo toplo. In če pogledate smernice, to je tudi tisto, kar mi rečemo 5-krat na teden, po 30 minut zmerne telesne dejavnosti. Na koncu v resnici to ni zelo veliko. Sam bi bili presenečeni, kako malo populacijo v resnici dosega ta merila. Tudi tisti, ki so sicer zgledajo fit, velikokrat se zgodi, da teh meril ne dosegajo. Ok, zdaj pa, če gremo res na tiste stvari, ki pa vse neki stvari je pa treba biti pozoren, tudi teh stvari v resnici ni veliko. Ena stvar je, če se pojavi ob telesni dejavnosti neka bolečina v prsih, pa ne govorim zdaj o zadihanosti. Ok, gremo korak nazaj naprej. Normalno pri telesni vadbi je, da ko začnemo, ali pa gibanju, da v bistvu se zadihamo lahko, pa da nas mišice bolijo, pa da nam je malo neprijetno. To je normalno. Zelo pomembno je, da se z procesom vadbe oziroma z tem, ko začnemo, naučimo, kaj nam telo zares sporoča. Pa ljudje rečejo, jaz nisem zdravnik, kako bom jaz vedel, ali imam infarkt ali nimam infarkta. Če imajo ljudje infarkt, to je zelo resen znak. Bolečina v prsih, ki se pojavi, je zelo neprijetna, zelo vejo, da je to zelo drugače, kot sicer se počutijo ob telesni dejavnosti in ne boste zgrešili infarkta. Tako kot smo rekli, zelo majhna verjetnost je, da bi sploh med zavajanjem vadbe, če začnete postopoma to bilo, ampak ponavadi bolečina v prsih, če se pojavi med vadbo, je eden izmed opozorilnih znakov. Ta druga stvar je omotica. Zdaj to, da smo zadihani, da smo malo utrujeni, to je normalno. Da se nam začne pa neobičajno vrteti, to pa ponavadi ni prav. Je že lahko en izmed opozorilnih znakov. Zdaj, če imamo neko zadihanost, ki v bistvu človek se je sam začel šele zaogrevati, pa je nesorazmerno totalno zadihan, je tudi treba biti malo pozoren. Zdaj, tukaj je še najtežje v bistvu razlikovati, ker tisti posamezniki, ki imajo recimo res prekomerno telesno dejavnost, prekomerno telesno težo, pa res niso bili popolnoma nič telesno dejavni, oni bodo zadihani že, ko pridejo v telovadnico. Ker so zadihani že, ko pač normalna, vsakodnevna opravila jih zadihajo. Tukaj bi jaz zato dal eno zvezdico zraven, ker tudi je prav, da jo posamezniki razumejo. Zadihanost, tu mislim zadihanost, ki je drugačna sicer, kot se pojavlja ob naporu. To je prav, da tisti posamezniki, ki imajo tako slabo zmogljivost, razumejo in bojo tudi vedeli. Dejansko je tudi posamezniki, ki imajo neke zaplete, vedno rečejo, ne, sej jaz to razumem, sej sem bil zelo slabo zmogljiv, pa sem bil vedno zadihan, sem šel 2 štengi, pa sem se pihal kot lokomotiva. Sam ta zadihanost je bila pa malo drugačna. Tako da dejansko neka zadihanost, ki je drugačna kot sicer, je opozorilni znak. Pri teh, ki so totalno nefit, bo zadihanost nažaloma zelo hiter in to ni patologija. Tega ni treba jemati kot patologijo. Če se pojavi seveda nenavadno razbijanje srca, to je skoraj vedno patologija, ker načeloma v mirovanju ali pa med vadbo ne bi smeli čutiti srca. Lahko se zgodi, da ko se posamezniki usedejo, da slišijo oziroma čutijo, kako jim razbija srce. To je zaradi tega, ker je po vadbi sploh če imamo 10 minut nekih počepov, pa neke vadbe za moč, ki vsebuje večje mišične skupine, je venski povratek zelo velik in bojo ljudje čutili dejansko, kako jim v prsnem košu prav premika se prsni koš, tako bum, 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 bum dela, ampak to ni aritmija kot taka. Tiste aritmije ponavadi so stiskajočo bolečino, pa ljudje rečejo, kako mi preskakuje zdaj, to je drugače, o tem govorim, nenavadno razbijanje srca. Se pravi, če se pojavi to nenavadno razbijanje srca, potem je tudi to opozorilni znak in v vseh teh primerih, ko so tu našteti,
je smiselno prekiniti vadbo. Ponavadi, če je to zmerni, tudi spet to velja za vaditelje, ali za udeležence, če vas je strah, da bo kaj šlo narobe, če začnete zmerno telesno dejavnostjo. Tudi, če se pojavi ene izmed teh znakov, če ljudje prekinejo, imate ponavadi še vedno dovolj časa, da se normalno odpeljete na urgenco, vas nekdo odpelje in potem se pač pogleda, kaj je narobe. To ne vodi v zelo, zelo majhna verjetnost, da bi se tukaj zgodilo, da bi šlo kaj narobe. Tako da je pa dobro poznati te opozorilne znake. Ne? Se pravi, rekli smo, da vsak začetek je težak, imamo neke odpore, pa dvome, pa izgovore, to je normalno, če se le da probamo pomagati. Ampak tisto, kar si morate vseeno zapomniti, ne, pa motivacija je tako, da pride, pa gre, to imamo vsi težave. Če pa neke navade vzpostavimo, je pa v bistvu najboljše in tiste navade ostanejo. In ko prebijemo tisti začetni let, jaz vam obljubim, tisti, ki niste nič do zdaj gibali, vedno je enako. Vem, da vsi to poslušajo, pa reče, ja, ti kar govor, saj vem, to mi vsi govorijo, ampak ne verjamejo ljudje, dokler tega ne poskusijo. Ko začneš z redno telesno dejavnostjo, na začetku prvi teden je malo muka, prve 3 dni je največja muka, potem je že boljš, in potem, ko si v rednem noter, potem rata lažje, telo se prilagodi, manj bolijo mišice, več imamo energije, boljši občutek imamo, in tisto, kar se praktično vsem zgodi, začnemo pogrešati gibanje. Prav nervozni ljudje ratajo, če imajo recimo na urniku vsak dan v 5 grem pa na sprehod s kužatom in potem nekaj pride vmes, kar jim to rutino ven vrže, čisto živčni ljudje ratajo zaradi tega, ker ne morejo iti na sprehod. Dejansko telo začne pogrešati vadbo in tu imamo biološke mehanizme zadaj, ker mi izločamo neke snovi iz mišičja, ki povzročajo ugodje in to je delno, vse zato eni ljudje prav zasvojeni ratajo z vadbo, ker je ta učinek v bistvu tako močan lahko. Tako da, ko prebijete tisto začetno strahove, pa to, da štartate, sam da štartate, ni treba, da je popolna oprema, se v bistvu potem odprejo neka nova obzorja in dejansko gibanje in vadba ratata prijetna. Tukaj vas še enkrat opozarjam, ni treba začeti sam. Najtežje je biti sam. In podpora dejansko zelo, zelo pomaga. Če se lotite tega vadbe v skupini, je neskončno lažje. Zaradi tega, ker mi imamo zelo različno motivacijo. Enkrat se nam da, enkrat se nam ne da. In v resnici je tako, da zelo majhna verjetnost je, da če imate 5 ljudi v skupini, da boste imeli na isti dan, ko se vam ne da. In potem pač drugega spodbujate in vseeno potem je udeležba na vadbenih protokolih ali pa na redni telesni dejavnosti v domači režiji bistveno večja. Zdaj, če imamo neko strukturo, je seveda lažje, sploh na začetku, ker nam nekdo drug pove, kaj ne bi delala. To pa je razlog, zakaj smo v bistvu zagnali ta projekt Zmigaj se do vadbe, oziroma Olimpijski komite to začel. Vse te stvari najdete v tem, tako da še enkrat vas spodbujam, dajte se udeležiti teh vadb, če je le možno. Tudi, če se ne udeležite teh vadb, veljajo načela, ko sem jih povedal, lahko začnete tudi sami, hoja je krasen začetnik, in ste tudi na ta način lahko, ali pa če čakate, da se vadbe začnejo, do takrat mirno se lahko udeležite tega. Kaj naj bo naslednji korak? Zberite si eno aktivnost, to velja za one, ki greste na vadbe, ali pa one, ki boste doma začeli. Določite si dan, tako kot za kjerokoli drugo stvar, dajte jo na urnik, začnite počasi, začnite redno, in uspeh bo zagotovljen. Jaz vam garantiram, da se bojo stvari prestavile na boljše. Če gremo nazaj, če se spomnite, kaj sem vam rekel, gibanje je zdravilo, mislim, da smo to zdaj zelo dobro razčistili. Mislim, da tudi ste razumeli, da največje tveganje ni to, da migamo, ampak je to, da ne migamo, bistveno večje, oziroma da če nas je že strah nekih neželenih dogodkov, se tem neželenim dogodkom da izogniti, zaradi tega, ker imamo neka preprosta pravila, ki se jih da upoštevati, da se da varno začeti, da je logično, da je začetek težak, ampak da potem je bistveno lažje, ko začnemo, in da ni treba, da začnemo sami, tako da pač udeležite se vadb, ki so v skupini, ker vam bo lažje. In za konec mogoče samo še to, kaj je najboljša vadba, a kdo ve odgovor na to? Ker teh vadb je milijon. Kaj bi rekli, kaj je najboljša vadba? Najboljša vadba je redna vadba. Najboljša dejavnost je redna telesna dejavnost. Tako da vseeno je, kar se bo to lotilo. Stvari, ki so vam všeč, se jih udeležite, probajte se jih držati in uspeh ne bo zaostal. To vam garantiram. Ok, hvala lepa za pozornost. Če imate vprašanja, sem zdaj na voljo.
Tisti, ki ste tu, boste imeli vprašanja, tisti, ki ste pa doma, pa lep pozdrav, pa se vidimo na vadbah. Ja, jaz bi mogoče eno Ja. vprašanje. Ne toliko zelo kritično v smislu nekih srčno-žilnih zapletov in tako Ja. naprej, ampak mogoče taka zelo realna situacija, ko vedeči velikrat ne upajo recimo po nekem prehladu priti nazaj, pa Ja. je pol neko slabo počutje, ki za moje pojme bi ga ravno z vadbo, recimo, ajde, če imaš vročino, ne, a ne. Ja. Potem odleži, valjda, ampak kako Ja. mogoče na ta način jih malo spodbuditi, da ni zdaj prvič, ki si kihnul, jih treba se za 14 dni ulešti. Ja, razumem, to je zelo pogosto. Tukaj je treba sicer povedati, ena stvar morate razumeti. Vadba dan do dva po vadbi je znan efekt to, ampak to bolj velja za vadbo v višjih intenzivnih območjih, da v bistvu zavre imunski sistem. Zato tiste, ki malo zbolevajo ali pa imajo vročino, v bistvu jim rečemo ne hoditi na vadbo, ker če dejansko malo smrkajo pa zbolevajo, če jih bomo dali na vadbo, bojo skoraj zagotovo zboleli. Zdaj, vi niste verjetno to sprašvala, gre se za to, da potem, ko ljudje so že bolni, pa ko odležijo svoje, pa hočejo en mesec leči to, ker se ne počutijo čisto dobro, pa še niso čisto isto. Normalno je, da potem, ko po vadbi niso, da so več utrujeni, ko je neka pavza, če so hodili prej na vadbo, pa so potem 14 dni bili doma, je normalno, da je utrujenost. V bistvu se ravnamo potem, da vročine pač ne smejo imeti. Zdaj, če je nek zelo, če jim napor povzročajo že vsakodnevna opravila, potem tudi v bistvu vadba nima smisla. Takrat, zdaj, odvisno spet, ker imate zelo različne vadbe. Neka hoja lahko v bistvu posamezniki že zelo zgodaj, potem, ko nimajo več akutnih znakov okužbe, v bistvu že lahko grejo na sprehod. To sploh ni ovira. Če so pa vadbe neke, ker zahtevajo pa nek večji napor, pa prehodno vadbo za moč, pa nekaj, pa potem počakamo 2-3 dni potem, ko se neha, pa potem lahko normalno. Jaz mislim, da en teden po koncu več ne rabite. Saj ponovadi so vadbe enkrat, dvakrat na tedensko, spustijo 1 do 2 vadbi in so lahko nazaj. A sem približno odgovoril? A ste hoteli kaj drugega? Ne, tako, ja, na ta način, oziroma res, da mislim, ne zdaj, da bi težke treninge delala, ne, ampak da vsaj ta sprehod oziroma neko ležati en teden, pač, ali pa nek stretching doma, neko... Ja, absolutno. Neki na izi, da vse naredi, ne, človek. Ja. Če sem rekel, da za visoko intenzivno vadbo velja, da v bistvu malo imunosupresivno deluje, se pravi, da zmanjša delovanje imunskega sistema, mi vemo, da vadba v zmerno intenzivnem območju spodbuja imunski sistem. Tako da je ravno obratno. Tako da zato potem gremo, pa še to je, ljudje mislijo, da bojo zboleli zaradi tega, ker vadijo, zbolijo zaradi tega, ker so obdani z virusi. To, da greš ven na zrak, je v bistvu zmanjšaš koncentracijo virusov, ki so jim izpostavljeni, in bakterij, in je v bistvu verjetnost, da vlečejo in nadaljujejo okužbo manjša. Super, ja, hvala. Še kdo kakšno vprašanje? Zdaj lahko vse vržete na plano. Zdaj je bilo toliko brez veze ali pa toliko vse jasno? Nekaj od tega. Okej. Če je to, bi se jaz zahvalil tem poslušalcem, ki ste bili tle. Gorazd, da bi pa prosil, če lahko prekine snemanje. In se vidimo na vadbah.